Pozdravljeni, današnja zgodba se imenuje Zame. Jezus je sprejel križ zame. V Svetem pismu piše: Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče ne pogubil, ampak kdor veruje vanj, bo imel večno življenje. Sporočilo tega pa je: želim, da je Jezus moj odrešenik. Kdo je tvoj najboljši prijatelj, bi bil pripravljen trpeti zanj in mu pomagati? Je kdo, ki tega ne bi hotel? Bi naredil karkoli, da bi pomagal nekomu, ki je v težavah, in bi ga rešil? Poznam nekoga, ki je rekel da na ta vprašanja. On je trpel in umrl za nas, da bi rešil vse ljudi. Poslušaj, kaj je Jezus storil. Izprašal sem tega človeka, on je nedolžen, je rekel sodnik Pilat. Dal ga bom prebičati in potem ga bom izpustil. Zunaj pa je bila množica ljudi. Vpili so: križaj ga, križaj ga. Izpusti nam jetnika z imenom Baraba. Množica je vpila glasneje in še glasneje. Navada je bila, da jim je Pilat za praznik nekoga izpustil. Množica je zahtevala, da Pilat izpusti kriminalca, nedolžnega. Jezusa pa pusti v smrt. Pilat je bil sodnik, ampak se je bal ljudi, zato je naredil, kot so zahtevali. Vedel je, da Jezus ni nič kriv, umil si je roke, kar je pomenilo: nič ne morem. Jezusa pa je izročil množici. Jezusu so naložili križ. Na poti ga je spremljala množica ljudi. Jezus omahuje pod težo križa. Nekateri so vpili nanj in se mu posmehovali, njegovi učenci in prijatelji pa so jokali. Jezus je padel, ni imel več moči, potem ko so ga vojaki pretepli. Vojaki pa so našli moža Simona iz Cirene in ga prisilili, da je Jezusu pomagal nesti križ. Tako so skupaj prispeli do gore Kalvarije. Na tem kraju so križali kriminalce, hudodelce. Vojaki so grobo položili Jezusa na križ, izvlekli so dolge žeblje in ga pribili. Križ so zabili v zemljo in ga dvignili, da je stal pokonci. Bolečine so bile res hude. Križanje je bilo zelo kruto, zelo je bolelo. Jezus pa je molil: Oče, odpusti tem ljudem, saj ne vedo, kaj delajo. Množica je gledala, vodje se norčujejo, druge je rešil, naj reši se sebe, so se mu posmehovali. Tudi vojaki so se zabavali, nad njegovo glavo so naredili napis: To je judovski kralj. Poleg Jezusa sta bila križana dva razbojnika. Eden ga je preklinjal in mu govoril: Ali nisi ti Mesija, reši sebe in naju. Drugi mu je odgovarjal: Midva sva tu po pravici, ta pa ni storil nič hudega. Obrnil se je k Jezusu in prosil: Spomni se me, ko prideš v svoje kraljestvo. In Jezus mu je obljubil. Nato se je po vsej deželi stemnilo, sonce ni dajalo več svetlobe. Okrog 3. ure je Jezus zaklical z močnim glasom: Oče, v tvoje roke izročam svojo dušo. In potem je umrl. Zemlja se je stresla. Zagrinjalo v templju se je pretrgalo na dvoje. Samo Bog ali njegovi angeli lahko to storijo. Dober človek z imenom Jožef je šel k Pilatu in ga vprašal za Jezusovo telo. Zavil ga je v prt in položil nov grob, ki je bil vklesan v skalo. Pred vhod so zavalili veliko skalo. Bilo je v petek pozno popoldne. Vse je bilo tiho. Vsi so vedeli, da se je zgodilo nekaj strašnega in nenavadnega.